Spoštovani zbrani, današnjo proslavo počastitev 27. aprila dneva upora proti okupatorju, 1. maja praznika dela in 70-letnice osvoboditve smo začeli s prehodom praporščakov, Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljutomer, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer, Gasilske zveze Ljutomer in Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Praporščakom poveljuje štabni vodnik Marjan Carovič. Druga svetovna vojna je bila zaznamovana s trpljenjem, nasiljem, bolečino in uničenjem. Ljudem je bilo odvzeto dostojanstvo človeka. Danes se spominjamo boja proti okupatorju, zato bo delegacija položila venec k spomeniku Triglav. Delegacijo za položitev venca sestavljajo Marija Györkös-Dugonik, častna članica Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer, Jože Klemenčič, član občinskega sveta občine Ljutomer in Alojz Filipič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. Delegacijo prosim, da prevzame venec. Vsi skupaj pa bomo sedaj prisluhnili recitatorjeva osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in se tako poklonili vsem tistim, ki so se uprli okupatorju. Kot žrtve ste padli v borbi za nas, da srečo, svobodo bi užival trpin. V smrti je služil svobodi vaš glas, pogumno ste zrli v gotovi pogin. A kadar svoboda zasije nam spet in vaše se želje spolnijo, takrat se spominjam, še pozni bo svet, junakov, ki v grobu tropnijo. Slava jim! Človeško življenje je dragocenost, največje za človeka. Saj mu le življenje daje izjemno priložnost biti, bivati in delovati v zelo omejenem času in v zelo omejenem drobcu vesolja. Vse drugo, prej in potem, je skrivnost, v kateri lahko le ugibamo, domnevamo ali verujemo vanj. Rojstvo je začetek, življenje je pot. Prosim podžupana občine Ljutomer, gospoda Janka Špinterja, za uvodni nagovor. Spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, spoštovani občanke in občani, cenjeni gostje. Nocoj obeležujemo spomin na 3 datume izjemnega pomena, ki so se dotaknili tudi Slovenije, prav tako tudi naše občine. Ljudje, ki s ponosom živimo v teh lepih vinskih gričih in ravnicah, smo vedno znova po najboljših močeh prispevali po boju, pohodu in uspehu našega naroda. Prispevali smo z idejami, kot so taborsko gibanje, prispevali smo skozi dejanja izjemnih posameznikov, kot sta Grossman in Miklošič in še mnogi drugi. Prispevali smo z vrhunsko obrtjo, z najbolj žlahtnim vinom, z bogato kulturo in veliko ljubeznijo
do domačega okolja in kraja, v katerem živimo in ustvarjamo. Narodno-osvobodilni boj je od Prlečk in od Prlekov zahteval, da prispevamo še mnogo več in da izkažemo neskončen pogum. Od nas je terjal žrtve in preizkušnje na našo odločnost, da smo verjeli v prevlado dobrega nad zlim. Dan, ko smo se oprli okupatorju, je bil začetek velikega izziva in ki je prerasel v neizmerno ustvarjanje. Vendar zmagovita pomlad, ki smo jo dočakali pred 70 leti, ni bila zgolj konec trpljenja, ampak rojstvo novega začetka iz iskra povsem nove narodne samozavesti. Občina Ljutomer je kmalu po vojni postala del vseslovenske zgodbe o industrijskem uspehu, skozi katero smo postopoma uresničili ključne podlage za nastanek lastne države. Nam pa je prepuščeno, da možnosti vseh teh spominov, dogodkov prepoznamo tudi vse najboljše vzglede, ki so skipeli v tem navideznem slabem obdobju. Vzglede, kot je nesebično sodelovanje, usmerjenost in predanost k ciljem večjim od nas samih, samozavest in prepričanje, da smo lahko uspešni in da smo lahko kos težavam in izzivom, ki še so tako veliki. Kolikor sledimo tem zgledom in iz njih črpamo pogum ter vero v uspeh, potem nam lahko v prihodnje brez dvoma dosežemo vse svoje cilje, ki si jih zastavimo. Pa naj se to bojo cilje kot posameznik ali kot občina ali tudi kot država. Želim vam lepo praznovanje in vse dobro. Objem je vreden več kot 1000 besed. Pravi prijatelj je vreden še več. Res sprejeti jih je treba. Odpreti je treba srce in prisluhniti. Največ, kar more dati človek človeku, je trenutek prave sreče. Kot ste že slišali v uvodnem nagovoru podžupana, je med nami tudi tovariš Milan Kučan, ki ga vabim na oder kot slavnostnega govornika današnje prireditve. Slovenci smo eden redkih narodov, ki je svoje uporništvo zaznamoval z državnim praznikom. To se mi zdi vredno poudariti v dneh, ko se demokratični svet spominja upora proti fašizmu in s tem svojih demokratičnih temeljev. Osnovni predpogoj za nastanek protifašistične zveze narodov in njeno zmago je bil oborožen odpor. Med narode, ki so se z odporom povezali v obrambi civilizacije pred barbarstvom, se je za vselej zapisal tudi naš slovenski. Takratna odločitev Slovencev je bila zgodovinsko, politično, daljnovidno in državotvorno dejanje. Za vselej nam je določil mesto med narodi, ki so svojo medvojno opredelitvijo ustvarili sodobno podobo sveta. Danes to ni le sestavina naše demokracije, ampak je tudi temelj naše državne suverenosti. Začetki organizacije
ki je sprejela idejo o oboroženem odporu kot temeljni opredelitvi slovenskega naroda v drugi svetovni vojni, sežejo v te aprilske dni leta 1941. Osvobodila fronta je izrazila in udejanila večinsko razpoloženje naših ljudi, ki je dozorelo čakalo na svojo organizirano usmislitev. Njen nastop je prepričljivo zanikal usodo majhnosti in nemoči slovenskega naroda. Predvsem je bila odločitev za pluralistično osvobodilno narodno organizacijo znotraj Hitlerjeve Evrope že aprila 1941 izjemno zgodnja in politično zrela. To ni bila odločitev le za bolj življenjski obstoj, temveč tudi za dejaven in ustvarjaven vstop Slovencev v nastajajoči novi svet. Podobnost ciljev osvobodilne fronte in zavezniške koalicije dovolj prepričljivo govori, da smo bili zavestjo in dejanji takrat najtesneje združeni z svobodoljubno in demokratično Evropo. Slovenci smo takrat bili evropski. Pomembno je to poudariti. Še posebej sedaj, ko utrjujemo in koristimo svojo evropsko povezanost in iščemo odgovore na njene razvojne dileme. Prav zdaj je potrebno vedeti, da sodobna Evropa temelji na tistih demokratičnih načelih, ki so izšla iz njenega protifašističnega boja. Spoštovani, te evropske legitimacije nam kot narodu ne more vzeti nihče. Skrbno moramo paziti, da si je tudi sami ne bomo vzeli z neproduktivnimi spori o svoji preteklosti. Zato ni neracionalnega političnega razloga, ne utemeljitve zgodovinskih dejstvih. Ne moremo si privoščiti, da bi nas delitve iz preteklosti delile še za danes in jutri. Ni nobenega dvoma, da so politične skupine znotraj osvobodilne fronte gojila vsaka svoje politične zamisli. Političnih ciljev tudi niso tajile, a so se zedinile na programski točki, da se bodo vprašanja, ki presegajo okvir osvoboditve, reševala po vojni. Pa tudi, da bo po narodni osvoboditvi upeljana demokracija. Ta ključna skupna programska točka ni bila uresničena. To je ena od sodnih napak takratne slovenske politike, ki so vodile do mnogih nesrečnih dejanj med vojno in po njej. A mimo tega ostaja dejstvo, da so bili Slovenci v najbolj kritičnem trenutku za narodni obstoj na višini zgodovinskih znamenj časa. Zasluge za to gredo osvobodilni fronti. Ta svoje vloge zagotovo ne bi uspela izpeljati, če bi bila v svojem prvobitnem zagonu in programu enostranska, ideološko pogojena in izključujoča. A k sreči ni bila. Razumela je, da je za narodno osvoboditev potrebno skupno delovanje političnih in narodovih sil. O vsem drugem se je mogoče in potrebno pogovarjati. Tudi o tem, zakaj je bilo in kdaj to gibanje izrabljeno za ideološke cilje komunistične partije, ena od pobudnic ustanovitev osvobodilne fronte. In seveda tudi o tem, zakaj del takratne slovenske politike ni zmogel moči za sodelovanje v skupnem odporu, kar je imelo tragične posledice, ki jih čutimo vse do danes. Spoštovani, slovesnosti so priložnost za skupen premislek o vrednotah, tistih, ki so prestale preizkus časa. O tem, v kakšni meri nam lahko služijo kot orientacija za prihodnost. Temu predvsem namenjam svoje nocojšnje premišljanje. Danes črnoglede napovedi pri nas in svetu niso redke. Poslušamo, kako se bodo pomnožili socialni in politični konflikti, kako bodo padale vlade, destabilizirale države, kako se morebiti ni mogoče izogniti niti vojna. Niso osamljeni tudi množični protesti zoper ukrepe, s katerimi grehi na hitro obogatelih bogatašev in bančnih ustanov dobivajo odvezo
z javnim, z našim denarjem, medtem ko delavci, oropani plačila in samospoštovanja ostajajo na cesti. Kriza je tudi priložnost, a ob razžaljenem čutu za pravičnost je priložnost tudi za skrajneže, ksenofobe, neofašiste, ki svojo nemoč ponuditi rešitev kažejo z demagogijo, s katero netijo sovraštvo in nestrpnost. Družbo pa zapletajo v stare zgodovinske spore, blokade demokratičnih postopkov in ustanov. Kriza je priložnost le, ukolikor s poglobljenim razmislekom pridemo do novega razvojnega modela. Takega, ki ne bo v opreki s temeljnimi etičnimi vrednotami. Modela, ki ne bo omogočal neomejenega bogatenja na račun zmeraj večje socialne revščine ter neodgovornega poseganja v naravo, ampak bo v dobro vseh nas. Za spremembe te vrste pa je nujno temeljno soglasje o viziji razvoja in vrednotah, na katerih bo družba utemeljena in jim bo zavezana. Vendar soglasje vseh temeljnih delov družbe, tega soglasja ne bo brez zaupanja v predlagatelje sprememb. Tu je izhod in je hkrati težava. Zaupanje v politiko je majhno in se samo po sebi ne bo ukrepilo. Za zaupanje se mora politična elita boriti, zlasti vlada. Pokazati mora, da si želi podporo ljudi, da se zato odloča za javni dialog, skozi katerega preverja svoje načrte. Priložnosti za to so vsej prodaji državnega premoženja in nacionalnemu reformnemu programu, ki ga je vlada danes poslala v Bruselj, bi preverjanje z državljani dalo potrebno verodostojnost, vladi pa samozavest. Stranka, ki vodi sedanjo vlado, to možnost ima. Na volitvah so državljani podelili velik politični in moralni kapital, zaupanje in upanje. Nekaj tega kapitala ima še vedno, a se mora zavedati, da je odgovorna najprej lastnim državljanom in da mora upravičiti njihovo zaupanje. Toliko bolj, ker vlada, ki mora ponujati predloge za konceptualne razmisleke in pritegniti ves intelektualni potencial slovenske družbe, ni v zavidljivem položaju. Ukrepati mora hitro, blažiti mora najbolj zaostrena socialna protislovja, ob tem pa odpravljati še dediščino zmotnih in neodgovornih ukrepanj prejšnjih vlad. Hkrati mora premišljeno postavljati temelje dolgoročni viziji, zato da bi krepila zrahljane družbene vezi, vračala zaupanje in utrjevala dostojanstvo ljudi. Je to pričakovati nam državljanom preveč? Velja se spomniti, da Slovenci nismo prvikrat pred zahtevnimi preizkušnjami. Zadnja je bila povezana z rojevanjem samostojne slovenske države pred 25 leti. Takrat smo nalogo, ki je pred nas postavila zgodovina, zmogli. Cilj je bil državljanom jasen in razumljiv. Odpiral nam je novo perspektivo, z njim se je bilo mogoče poistovetiti in zanj se je bilo vredno zavzeti. Njegovo resničevanje je bil naš skupni nacionalni interes, naša skupna odgovornost in razlog za zaupanje med državljani in njihovimi političnimi predstavniki. Takšnega zaupanja ni bilo nikoli poprej in žal tudi nikoli poslej. Kaj nam je torej storiti danes? Skupaj določiti cilje, da bi skupaj delali za njihovo resničevanje. To zdaj storimo toliko lažje, ker imamo svojo državo in vzvode, na katere se lahko upremo. Hkrati se kot država s svojimi interesi in pogledi lahko enakopravno vključujemo v skupne napore Evropske unije, pa tudi globalne soodvisne skupnosti, se je kriza že zdavnaj prestopila meje ene same države. Takšna aktivna in odgovorna drža je tudi smisel naše državne suverenosti. Spoštovani, naj tu v srču Prlekije, v Ljutomeru, mestu začetniku slovenskega nacionalnega taborskega gibanja, v teh dneh spominjanja ponovno izrazim svoje prepričanje, da spoštovanje mrtvih
zahteva, da se prek njihovih grobov ne bijejo politične in ideološke bitke. Nasprotno, spoštovanje terja voljo in sposobnost za preudarne in odgovorne besede in dejanja, ki bodo omogočali, da našo preteklost priznamo v njeni celoti z vsemi svetlimi in temnimi platmi, da jo prepoznamo kot del naše narodne identitete in da do nje opredelimo racionalen, pošten in pieteten odnos in pokažemo sposobnost živeti z njo. Šele tako bodo svoj spravni smisel dosegli zakoni, politične izjave in simbolna dejanja. Sprava je predvsem sprava, pomiritev, sprijaznjenje vseh nas z našo skupno preteklostjo. Prav zato me v dneh spominjanja na veličino partizanskega odporništva skrbi sovražnost izjav nekaterih akterjev javnega in političnega življenja. Naj ponovim, ob različnih pogledih in vrednotenjih medvojnega dogajanja zločin povojnega nasilja obsojamo vsi. Obsodili so ga vsi predstavniki države, obsodili so ga nekdanji partizani, obsodil in obžaloval sem ga tudi sam. Zato z ničemer ni mogoče ne zdaj in ne pred prihodnostjo upravičiti netenje sovraštva, pa tudi ne poskusov, da bi zgodovinske spore dedov poslavili za cilje mladih rodov Slovencev. Zaradi njih se je treba spraviti s preteklostjo in si jo priznati. Upor zoper okupatorja je bil moralna dolžnost naroda in eno najbolj častnih dejanj v zgodovini Slovencev. Dolžni smo ga zato hraniti v svojem zgodovinskem spominu kot nacionalno vrednoto. Nanj moramo biti ponosni. Ne umažimo ga, zato da bomo lahko ponosni na svoj prispevek veliki zmagi človečnosti nad barbarstvom tudi v prihodnosti. Spoštovani, verjamem, da delite z menoj prepričanje, da se s tem na najlepši način udolžimo tudi spoštljivemu spominu na upor in zmago Slovencev v boju z okupatorji, na žrtve, ki so bile za zmago potrebne. Takrat, v tistem času, smo presegli svojo zgodovino. Preživeli smo in ustvarili pogoje, da smo danes nacija svojo državo. Z vero, da zmoremo, vam čestitam ob prihajajočih praznikih in vam želim vse dobro. Hvala lepa. Zelo ste nas počastili z vašo udeležbo, kakor tudi vaša spoštovana soproga. Čeprav samo nekaj ur vama želim prijetno počutje tukaj v Prlekiji. In sedaj nas bodo prepoščanki slavnostno zapustili. Poščanki, ni, do! Ade, do! Desnim krilom po hodnim korakom, naprej! Zločini vedno pustijo sledi. Morda neopazne, pa so še zmeraj tam. Ne vidiš jih, a jih čutiš. Ali jih čutiš samo v srcu, ali na tistem mestu postavljen spomenik, ali spominsko obeležje. Spominsko obeležje na Grlavi, na nekdanji Prelogovi domačiji, ima svojo resnično, a žalostno in nikoli pozabljeno zgodbo. Vida Žnidarič je zapisala. Na vse zgodaj so Hitlerjevi pomagači, ruski kozaki, skupaj z nemškim gestapom napadli domačijo moje babice. Ubili njene starše, ter pred njih skrite partizane, ter požgali njihov dom. Moja babica je
je stara 90 let. Vojna je daleč za njo, vendar je spomin na težko tragedijo še vedno izvabi solze v oči. Težko govori o tem. Še vedno ima živo pred sabo dogajanje tistega daljnega, mrzlega zimskega jutra, ko so jih sovražniki napadli. Moj pradedek, babičin ata, Hanzel, kot smo po domače rekli, je bil velik človek, zaveden Slovenec. Ni potreboval ne partije, ne cerkve, da se je odločil, kje bo v vojni njegovo mesto. Odločil se je za boj proti okupatorju, za svobodo, tudi za ceno lastnega življenja. Mnogo partizanov je med vojno našlo zatočišče na babičini domačiji. Za vse je skrbela dobra Prelogova mama, kot so imenovali mojo prababico, ki je skrbela, da nihče od partizanov ni odšel lačen od hiše. Pri njih so našli zatočišče tudi 3 ameriški piloti, katerih letalo so se strelili Nemci in so jih rešili partizani ter skrili pri Prelogovih. Miško Kranjec je pri njih čakal na odhod v partizane. Edvard Kozbek z bratom je prav tako prenočil pri njih ter mnogi drugi. Partizanska postojanka, ki se je po moji babici Stani in njenih 2 sestrah, Milici in Danici, imenovala pri 3 mladenkah, je bila ena največjih partizanskih postojank na širšem območju in je po svoji protiokupatorski dejavnosti postala vse preveč znana tudi Nemcem. Nekateri sovaščani so obveščali nemški gestapo o dogajanju pri njih, zato je bila nevarnost vse večja. Zaradi tega so Prelogovi čez dan odhajali od doma in se vračali le toliko, da so nahranili živino. Nepričakovano. Zgodaj zjutraj, 1. januarja leta 1955, so na konjih prijahali kozaki, obkolili domačijo. Zahtevali predajo skritih partizanov, vendar jih je moj pradedek ni hotel predati in boj se je začel. 60 kozakov in njim na pomoč prihajajočim pomagačem, nemškim gestapovcem, so se 4 partizani skupaj s pradedkom upirali več kot 2 uri. Moja babica se je pod kritjem partizanskega mitraljeza prebijala skozi sovražni obroč. Sovražni vojak je uperil puško proti njej in jo hotel ustreliti. Ali je bil obup v njenih očeh tisto, kar je v tujem vojaku prižgalo iskro človečnosti, da je povesil puško, se obrnil stran in s tem omogočil moji babici, da je zbežala iz sovražnega območja. Sedaj sledi razglasitev rezultatov literarnega in likovnega natečaja z naslovom Spominska obeležja pripovedujejo. Prosim tovariša majorja Antona Kosija, da razglasi rezultate natečaja. Spoštovani udeleženci današnje slovesnosti, lepo pozdravljeni v imenu veteranskih in domoljubnih organizacij in društev, ki delujemo na območju upravne enote Ljutomer. In sicer območni odbor Združenja Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Ljutomer, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje pod odbor Ljutomer in območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer. Našteta društva smo konec meseca novembra lani po podpori občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Rožej že 2. leto zapored razpisali natečaj na temo Spominska obeležja pripovedujejo. Sodelovanje na natečaju smo ponudili vsem osnovnim šolam in gimnaziji na našem območju delovanja. Učenci osnovnih šol so ustvarjali na likovnem in literarnem področju. Dijaki gimnazije pa so pisali raziskovalne naloge. Z razkrivanjem obeležij in iskanjem njihovih sporočilnih vrednosti so učenci in dijaki spoznavali zgodovino lastnega okolja
in na ta način krepili svoje domoljubje, to je ljubezen do doma in domovine. Na razpis so svoja dela poslali učenci iz vseh osnovnih šol in dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera. Skupaj smo sprejeli 33 del. Prispela likovna dela je ocenila komisija pod vodstvom akademskega slikarja magistra Vladimirja Potočnika, literarne prispevke in raziskovalne naloge pa komisija pod vodstvom profesorice slovenščine Silve Gosi. Preden preidemo k razglasitvi rezultatov, vljudno vabim na oder tovariša Milana Kučana, da bo vročil nagrade in priznanja neuspešnejšim mladim ustvarjalcem in njihovim mentorjem. Začnimo pri najmlajših. Učenci 5 razredov osnovnih šol so ustvarjali likovne upodobitve spominskih obeležij. Knjižne nagrade avtorjem 5 najboljših likovnih stvaritev je donirala občina Razkrižje. Najboljše likovne izdelke so ustvarili Stina Žnidarič iz osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Pod vodstvom mentorice Maja Novak. Zala Beško iz osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer pod vodstvom mentorice Nataša Slava. Hvala tudi mentorico. Jana Novak iz osnovne šole Mala Nedelja pod vodstvom mentorice Klavdije Zadravec. Kolikor ni učenke in mentorice. Vid Pustinek iz osnovne šole Križevci pod vodstvom mentorice Martine Heric. Iz osnovne šole Razkrižje pod vodstvom mentorice Renate Vlaović. Interpretiram sta obe na počitnicah, zato bi prosil babico učenke Ive, da prevzame priznanje. Nadaljujemo pri učencih 8 razredov osnovnih šol, ki so pisali literarne prispevke. Knjižne nagrade avtorjem 5 najboljših literarnih del je donirala občina Veržej. Najboljša literarna dela so prispevale Leja Gospodarič iz osnovne šole Janka Ribiča pod vodstvom mentorice Carmen Rauter.
Ljutomer pod vodstvom mentorice Metke Orman. Sara Brzel iz osnovne šole Mala Nedelja pod vodstvom mentorice Bojane Marin. Predstavnica šole. Valentina Oster iz osnovne šole Vrzel. Še enkrat. Valentina Oster iz osnovne šole Vrzel pod vodstvom mentorice Vande Novak. Razglasitev pa zaključujemo pri gimnazijci. Dijaki drugih letnikov programa predšolske vzgoje so izdelovali raziskovalne naloge. Prispeli sta samo 2 raziskovalne naloge, knjižne nagrade je pa donirala občina Križevci. Zanimivi raziskovalne naloge sta napisala Tamara Reh in Tadej Kumar ob mentorstvu Suzane Rauter. Nagrad pa še ni zmanjkalo. Vse nagrajene avtorje in njihove mentorje še čaka glavna nagrada, to je strokovna ekskurzija v Šentjur, Celje in Frankolovo. Prevoz na ekskurzijo bo donirala občina Ljutomer, ostale stroške pa bomo financirali organizatorji natečaja ter občine Križevci, Razkrižje in Veržej. Ekskurzija je načrtovana v mesecu juniju pred poletnimi počitnicami. Vsem sodelujočim, učencem, dijakom, mentorjem in ravnateljem šol ter ocenjevalnim komisijam se zahvaljujem za ves vložen trud, da je natečaj uspel. Posebno zahvale namenjena vsem vodstvom naših občin, ki nas pri natečaju moralno in materialno podpirajo. Hvala lepa. Naj se še nocoj sliši pesem, naj se sliši lepa beseda in naj se sliši glas harmonike. V besedi, pesmi in glasbi boste spoznali, kaj je trpljenje, kaj je vojna in kaj je svoboda. Sledi kulturni program, v katerem nastopajo učenci zasebne glasbene šole Slavka Ahina Ljutomer, recitatorji gimnazije Franca Miklošiča in komorni zbor Orfej, ki ga tokrat izjemoma vodi zborovodja Vito Žerdin.
Domovina je več kot meja države. Razpredna je, kjer živijo ljudje, ki pesem, besedo, srce in čepljave unesli so daleč, celo čez morje. Roža, mati, knjiga. Domovina je kot roža, ki znesena k nebu moli, ki s cvetovite poboža, da ljubiti ti dovoli, in ko lačna zdi se duša, jo nahrani sončno svilo. Če srce jo le posluša, se bo dobro obudilo. Domovina je kot mati, ki navdihe za življenje, ki ne pušča te pred vrati, ko greš v lov na hrepenenje. In ko komaj najdeš smisel, da ne greš za polno luno, njena božajoča misel zaigra na pravo struno. Domovina je kot knjiga, ki modrosti v sebi skriva. Kadar padaš, spet te dviga, bolj umiraš, bolje živaš. In ko z njo si sklenil krogu, kar je slabo, prej izgine. Ko te pelje večnost k Bogu, veseli se med spomine. Ponos te preveva, sad nje sem sin. Je pesem, srce in beseda. So zrasli iz žlahtnosti korenin, kjer morje se v hribe zapleta. Ko češem spoznanje preteklih let, mi misel poboža spomine. Jih splete v Rimo za nov sonet, zapisan v čas domovine. Ponos jih božila požene kri, ko njena življenjska cesta, da je podgali za vičnosti, od srcu najlepša nevesta. Kot mati v naročje me vzame dar in nemo slovo objavljuje, če moram na pot v daljni kraj, če moram videti na tuje. Ubaj za svobodno življenje.
je zapisal: V življenju mi največ pomeni življenje samo. Trenutki, sreča, spoštovanje, zaupanje, razumevanje, strpnost in pot. Ne le uspeh v šoli, v službi, ampak prizadevanje, kako pomagati soljudem. Posnememo ga. Upam, da ste prijetno praznovali 27. april, dan upora proti okupatorju. Ne pozabite na jutrišnji 1. maj, praznik dela, dostojnega proslavite. In na 9. maj, dan zmage. Dan, ko je pred 70 leti bila osvobojena naša lepa domovina. Iskrena in prisrčna hvala vsem nastopajočim in hvala vam, spoštovani obiskovalci. In sedaj vas v imenu organizatorjev današnje proslave vse skupaj vabim v avlo na tovariško srečanje, ki ga je pripravilo Društvo kmečkih žena Ljutomer Razkrižje. Še enkrat hvala.